Zaprepadeni in osupli krajani, uporabniki storitev skupne kotlovnice na Markovcu, so se po pojasnila odpravili že zgodaj zjutraj. Njihovega potrpljenja je konec. Sodu je zbil dno dolgo pričakovan dopis o poračunu, ki je, kot trdijo, poln napak. Treba se boriti, preglednost je nekako slaba. 21 000 evrov, da nadzorni odbor pobira denarja za nadzirati poslovanje, to je cifra, ki človeku dvigne pritisk. Poglejte, 220 000 stroški upravljanja korilnice. Ljudje božji, 220 000, pa to mora biti cifre, ki letijo v nebo. Obračun, koliko sem jaz porabil, po števcu je 2500, ne? Na računu so mi pa obračunali 3490, ne? Se pravi 1000 teh enot več porabe. Nisem zadovoljen, ker jaz sem varčeval, zaprl vse radiatorje, sem praktično zmrzoval, imel sam radiator užgan in plačujem isto kot prej. Se pravi, s čem smo lahko varčevali? Nič nismo privarčevali, mi plačujemo isto. Varčevali so oni. To je čisto oderuštvo. Tako se ne dela. Razočarana sem. Zakaj bi morali plačevati mi čez celo leto polno cenu kot po zimi? Bi mogli zmanjšati. In še več hladen tuš so doživeli ob ugotovitvi, da so v kotlovnici papirnate stroške obračuna prav tako prevalili na njihova pleča. In so zaračunali 12 evrov, zato da so ta vnesek unesli na ta obračun in v položnice. Ste kdajkoli iskali odgovore pri vodstvu kotlovnice? Prišla sem tu, pa so me kregali. Nimaš kaj. Me ženska skregala in rekla, da ti gospa ne šparaš. Jaz ne osebno, se jih pa večkrat poskušali iskati, pa ni bila dosegljiva, večkrat ni bila dosegljiva. Jih je zavračala, enostavno zaprla vrata in to ni delo. Odgovore ogorčenim in opeharjenim stanovalcem smo poskušali poiskati tudi mi. A smo, kot že večkrat v preteklosti, žal naleteli na gluha ušesa. Več tisoč stanovalcev napoveduje upor. Na papirju so lastniki kotlovnice, a pri upravljanju nimajo besede. Obsojeni so na monopolista, ki jim samovoljno kroji račune skozi vse leto in razpolaga z milijonskimi zneski.